Zavod za trajnostni razvoj lokalne skupnosti je partner v projektu blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije. Naša ključna naloga je razvoj socialnih inovacij, pravzaprav poiskati načine, kako vključiti ranljive ciljne skupine v lokalni razvoj, kako jih vključiti v proizvodnjo in kako z zaposlovanjem ranljivih ciljnih skupin ustvariti zelena delovna mesta. Osnovni namen našega projekta je bilo z zaposlovanjem ranljivih ciljnih skupin ustvariti kvalitetne lokalne produkte. Zato smo nabavili opremo, sušilnico, s katero smo posušili jabolka in iz njih poskušali narediti kvalitetne oziroma malo drugačne produkte. Vsi naši produkti oziroma blagovna znamka, ki smo jo razvili skozi projekt, je Hudo dobro. To pomeni nekaj dobrega, ampak nekaj malo drugačnega, nekaj malček drugačnega. To pomeni, da so ti izdelki, ki smo jih razvijali, izključno narejeni ročno, torej v celotnem procesu, kar omogoča, da se naše ranljive ciljne skupine z poudarkom na zaposlenih invalidih lažje vključujejo v procese dela. Paleta izdelkov, ki smo jih razvili, lahko vidite, je zelo široka. Začeli smo z keksi, z krekerji, za katere smo uporabili kvalitetne lokalne moke, lokalnega izvora. Potem smo začeli z sušenjem paradižnika, spekli bučne kekse, posušili jabolčne krhlje in jih tudi seveda na koncu zapakirali in postavili na trg. Projekt ni bil namenjen temu, da bi samo razvijali produkte, ampak je bil namenjen temu, da to blagovno znamko pozicioniramo tudi na trgu in se preizkusimo tudi in izurimo tudi v sami prodaji. Skozi projekt smo seveda razvili tudi zeleno delovno mesto. Kaj pomenijo zelena delovna mesta? To so delovna mesta, ki jih nudimo v gospodarstvu, ki je bodisi krožno gospodarstvo in seveda, da so ti ljudje zaposleni tudi lokalno. Torej, zaposleni so pri nas na Zavodu Trs, ampak kljub temu pa delajo v lokalnem okolju. Pomagajo na primer malim kmetom pri obiranju pridelkov, malim proizvajalcem pri manjših dodelavnih delih, kot je na primer embaliranje, etiketiranje. Ključni cilj projekta je pa bil ustvariti zeleno mrežo. Zelena mreža zato, ker bi naj povezovala male ponudnike, ki delujejo po principih socialnega podjetništva in delujejo v našem okolju. To so mali proizvajalci, kot smo mi, bodisi da so primarni proizvajalci, bodisi da so na primer v predelavi, in se ukvarjajo z komplementarnimi ali podobnimi dejavnostmi, kot je na primer zeliščarstvo, priprava čajev, sokov, vložnin in tako naprej. Te proizvajalce smo povezali v zeleno mrežo in ta zelena mreža je dejansko neformalno združenje, namen je pa bil interesnega združenja, torej sodelovati bodisi na področju nabave, prodaje, skupnega razvoja in tako priti do nekih sinergijskih učinkov, lažjega prodora in delovanja na trgu, na skupnem imenovalcu zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin, ki rabijo priložnosti v našem okolju. To mrežo smo ustvarili, za njo vzpostavili tudi spletno stran Zeleni guruji. Guruji zato, ker pač premikamo meje, ker pač želimo okolico spodbuditi in naučiti, da so izdelki podjetij, ki delujejo po principih socialnega podjetništva in zaposlujejo ranljive ciljne skupine, enako dobri, velikokrat pa tudi boljši, ker imajo več neke energije, več ročnega dela in izredno kvalitetne lokalne surovine. Zdaj smo na tej stopnji, da smo vse to vzpostavili in da je potrebno stopiti korak naprej. Z temi krasnimi izdelki, ki smo jih mi razvili, z izdelki, ki jih imamo v naši zeleni mreži, je sedaj potrebno na trgu seveda prosperirati, nadaljevati prodajo in to začetno pozicioniranje in tako ustvarjati možnosti za nadaljne in še številčnejše zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin iz lokalnega okolja. In seveda bi naj to spodbudilo, te socialne inovacije bi naj dejansko spodbudile potem neke premike tudi v samem kmetijstvu na področju teh malih proizvajalcev, kot smo mi.
Za začetek nas je štartalo 15 organizacij, ki delujemo po principih socialnega podjetništva z geografskega področja Goričkega, Las pri Dobrih ljudeh, torej Dolenjskega in Markovskega, torej celotno Pomurje in seveda tudi območja Las Prlekija. To je 15 organizacij, ki imamo nekako ista temelja in isto mislimo, kaj želimo premikati te družbene meje in reševati družbene probleme v okolju. Številčno bi lahko govorila, da govorimo o enih 70 do 100 zaposlenih v teh organizacijah. To so organizacije od zaposlitvenih centrov za invalide, do proizvajalcev, do tistih, ki kot smo mi, ki predelujemo. In v povprečju imamo zaposlenih od 2 do 30 ljudi. Ne? Doseg prodaje in to naše vplivno območje seveda ni samo regionalno, ker vemo, da mi za prodajo izdelkov ne moremo uspeti samo v regiji, ampak je pa ključno. Torej, mi štartamo in pomembno je, da prodajamo na svojem grunte, torej na svojem dvorišču. Doseg je pa tudi širše. Ne? Mi prodajamo povsod po Sloveniji, naše storitve se nudijo drugod po Sloveniji, ne? Ker vemo, da je Slovenija majhna, ampak kljub temu za enega malega proizvajalca pa zelo velika. Ne? Tako da doseg bi jaz rekla, da imamo trenutno v celi Sloveniji, ampak kar se pa tiče zaposlovanja, smo pa lokalni. Ne? Tukaj pa ostajamo tam, kjer smo ustanovljeni in kjer ljudje največ potrebujejo pomoč in priložnosti za zaposlovanje.